kolesarstva si brez tebe skoraj ne moremo predstavljati, tudi glas na RTV-ju, ki je res prepoznaven in res Tour de France, si ne znam predstavljati brez tebe na komentatorskem mestu. Kaj pa, mislim, da me je poklical Fortin nekega lepega popoldneva. Bil sem še kolesar, vem, da me je klical, ko sem bil ravno na Jamniku nad Kropo. Klancev nisem maral, Ja. zaradi konstitucije, ne. Največji rezultat mi je pa zagotovo zmaga na Paris-Roubaixu, ne moja, ampak mojega kolega Backsteda, leta 2004, takrat sem bil zadnje leto pravzaprav v elitni skupini. Zavedno bo ostalo tako, kot je, največji je Tour de France, ker je bil prvi, ker je junija oziroma julija, ko je pač najvišja sezona. Najboljše ekipe imajo že dolgo svoje postelje, svoje jogije, če tako rečem. Grejo vse podrobnosti od čistilcev zraka v sobah, klim, kjer jih pač ni ali pa so slabe, do udobne postelje. Vsaj na teh največjih dirkah nič ni prepuščeno naključju. Že v mojih časih je veljalo, da smo imeli slabe in dobre hotele. Prav tako jih je imel Lance Armstrong, slabe in dobre. Temu smo nekoč rekli amaterski način kolesarja. Torej, mladinci in pa amaterji ste dirkali brez glave od štarta do cilja. Medtem ko profi smo pravzaprav začeli dirkati šele, ko so prišli helikopterji. Tako da v bistvu je bilo kar konfuzno obdobje, je pa res, da na koncu je vsak izšel iz tega, kakor je pač vedel in znal. In nekaterim se ni šlo, tudi po končanih karierah so še prihajale ven, zgodbe za nazaj. Dejstvo je, da se pač peljejo hitreje, povprečno, več je tudi padcev zaradi tega, oprema je hitrejša, omogoča večje hitrosti na spustih. No, isto sem imel kolega Baldato, ki je bil šprinter, zdaj še vedno športni direktor v UAE-u, je vedno rekel, z vsakim otrokom se manj upam v šprintu. Torej, komolce ven, gremo na nož, riskiraš glavo. Jaz resno upam, da nam uspe, pogovori še potekajo. Načeloma je realna opcija leta 2029, kar bi bilo seveda za Pogačarja verjetno še sprejemljiva letnica. Moje ime je Martin Hvastija, nekdanji kolesar. Danes je z menoj Martin Hvastija, človek, ki je kolesar, ki je prebijal sceno takrat v 90-ih kot Slovenec v tujini, v Italiji, kar nekaj let preživel tam, bil si udeleženec mnogih turov, bil tudi na olimpijskih igrah, zdaj si športni direktor oziroma selektor v različnih selekcijah. Kolesarstva si brez tebe skoraj ne moremo predstavljati, tudi glas na RTV-ju, ki je res prepoznaven in res Tour de France, si ne znam predstavljati brez tebe na komentatorskem mestu. In res sem si želel, rekel, v prejšnji sezoni sem imel 2 kolesarja, letos v drugi sezoni mislim, da boš ti edini, ampak kolesarstvo si zasluži svoje mesto v svetu športa v Sloveniji in hvala, ki si se odzval temu vabilu. Hvala za povabilo. Ko pogledaš nazaj, kakšen fant je bil Martin Hvastija, predno je recimo začel z kolesarstvom? No, ja. Relativno kmalu sem začel se voziti s kolesom, tako kot večina mularije, daleč naokrog v okolici Ljubljane, ampak načeloma je bil že oče kolesar. Kasneje sicer biatlonec, pa še par rekreativnih športov je zganjal, ko sem bil jaz majhen in seveda sem se nalezel. Ko se enkrat otrok posede na kolo in ko ga spustijo od doma, je to seveda velika stvar. Velik dogodek za fanta, ki prej svoje ulice ni šel ven, tako da začne spoznavati svet, čuti svobodo in enostavno me je ta šport od vseh, ki mi jih je oče nekako predlagal, najbolj potegnil. Ja, in potem dokaj hitro, oziroma ko si prišel v te profesionalce, nekako si bil, kot sem že rekel, en redkih Slovencev v tujini. Ostal si kar nekaj let, mislim, da si rekel prej 9 let, predvsem v Italiji. In kako je bilo s tem, vemo, kaj zdaj pomeni biti Slovenec v peletonu, ampak kaj je bilo takrat,
Kakšna je bila ta razlika? No, predvsem je bilo mnogo težje postati profesionalec, ne, torej priti v ta svet, ki je bil še bolj omejen kot sedaj. Ne, danes je prehod bistveno lažji, plus tega seveda zaradi rezultatov slovenskih kolesarjev smo tudi Slovenci kot potencialno vrhunski športniki nekako bolj pripoznani, nekako upoštevani. Ne. Takrat je bilo težje. Imel sem srečo, sicer sem celo skoraj amatersko kariero vozil za Ljubljanski Rok, samo 1 leto za Kranjsko Savo, takrat še pod vodstvom Franca Hvastija. In nekaj jeseni, nisem bil več ravno rosno mlad, je imel to možnost, da je nekaj kolesarjev spravil v italijansko ekipo Cantina Tolo, ki je bila zaradi zamujenega roka registrirana v Sloveniji pozno jeseni in na ta način sva prišla takrat Borut Rovšček in jaz med profesionalce. Jaz sem ostal 9 let potem, očitno sem se dovolj izkazal, da sem naredil neko kariero, no, sicer jasno, po takratnih merilih, vsaj zame, veliko, danes, ko gledamo nazaj, seveda, minorno. Ja, ampak vseeno si oral neko ledino za vse kolesarje, ki so prišli potem za teboj, ampak zdaj se začenja sezona pravega kolesarskega sveta, zdaj bojo vse te klasike, tudi ti si bil nekajkrat v Belgiji na teh dirkah, si imel rad take dirke enodnevne ali si imel rajš kakšne te enotedenske oziroma te potem večtedenske? Ne, klancov nisem maral, Ja. zaradi konstitucije, ne. Ja, belgijske klasike sem res imel rad. Sicer sem celo kariero vozil italijanske ekipe, imel sem celo eno leto možnost, ki pa nisem dobro izkoristil, priti v belgijsko ekipo Lotto, ker bi bilo zame seveda bolje, ampak dejansko sem se na kockah dobro znašel. Čeprav za največji uspeh ne bil sem, ne vem, 3. na E3 pa 5. na Gent-Wevelgem, podobne rezultate v deseterici, nekaj jih imam. Ampak največji rezultat mi je pa zagotovo zmaga na Paris-Roubaix, ne moja, ampak mojega kolega Becksteda leta 2004, takrat sem bil zadnje leto pravzaprav v elitni skupini, takrat še ne World Toura, ampak profesionalnega kolesarstva. In ko smo osvojili Paris-Roubaix, moram reči, da to je bil pa res dogodek. Ja, tista je res ogromna dirka in ja, ampak vseeno, če gremo naprej, te tritedenske dirke, nekako največje dirke, ki jih poznamo, to je Giro, Tour in Vuelta, tudi ti si bil torej na vseh 3, 5-krat na Giru, 2-krat na Touru, 6-krat na Vuelti. Je to nekaj čisto drugega, čisto drugi svet? Ja, zagotovo, no. Tritedenske dirke so dirke, ki trajajo mesec. Jaz sem se zanimivo naučil španščine na Vuelti. Že pred Vuelto smo vedno vozili še nekaj dirk v Španiji, tako da dejansko ti to da nekaj česar sicer ne doživiš v ostalih športih. Ne. Mesec dni, no, največji turnirji verjetno trajajo nekaj tednov, ampak mesec dni je pač dolga doba. In zavedno bo ostalo tako, kot je. Največji je Tour de France, ker je bil prvi, ker je junija oziroma julija, ko je pač najvišja sezona za kolesarjenje, ker pač je nedosegljiv v vseh pogledih. Potem pa Giro in Vuelta, ki sta bila tudi narejena po vzoru Tour de France in ga nekako sedaj sledita vedno. Čeprav vse 3 so to velike dirke, lepe, specifične, vsaka je malo drugačna, jasno glede na nacionalne karakteristike, specifike, tudi trasne in pa vsega, kar spada zraven. Kaj me mene zanima, ravno to sem se pogovarjal s parimi ljudmi, kako je, ko potujete, v redu, ti greš vsak dan, se seliš, kolesariš 200 km, greš v drug hotel, kako je ta vsa proces tega seljenja in recimo zdaj, ko poznamo danes, ko so res ogromne te ekipe, nekatere bogatejše, nekatere malo manj, ampak kako to seliti? Recimo, jaz bi si predstavljal, najraje imam domačo posteljo, tako da ima vsak. Kako je s tem? Ali te najboljše ekipe selijo praktično vse? Na kakšne podrobnosti se gre že danes? Kako je bilo recimo v tvojih časih? Ja, zelo podobno. Ni kakšnih bistvenih razlik. Še vedno velja pravilo, da ekipa mora biti nastanjena v hotelu, ki ga zagotovi organizator. Govorimo o etapnih dirkah. Torej, še ravno ko sem začel, so nekatere španske ekipe imele svoje hotele po vseh mestih, kjer smo bili na Vuelti, potem so to prepovedali, ravno zaradi potencialnih doping kontrol, zaradi kontrole nad kolesarji in nad vsem, kar se dogaja, da vedo, kje so in tako naprej.
In od takrat naprej velja vedno isto, torej hotel je zagotovil organizator in seli se vsa potrebna logistika, pač s kamioni, s tovornjaki, s kombiji. Najboljše ekipe imajo že dolgo svoje postelje, ne, svoje jogije, ne, če tako rečem. In grejo vse podrobnosti od čistilcev zraka v sobah, klim, kjer jih pač ni ali pa so slabe, do udobne postelje. Vsaj na teh največjih dirkah nič ni prepuščeno na ključu. Kaj pa ti se spomniš kakšne hotelske sobe ali pa kakšne pripetije na teh dirkah, ki si bil si kar na nekaj, se je kdaj zgodilo, da ste prišli, ne vem, na samo tja v hotel in mogoče ni bil ta pravi hotel, imaš kakšno pripetijo? Seveda, absolutno. Predvsem na teh največjih res 3-tedenskih dirkah, ne, je vedno tako, da je hotelov premalo za vseh. 2000 ljudi se giblje samo s karavano Tour de France, ne. Torej, to je tisto, kar zagotovi organizator, ne. In seveda najti namestitev za 2000 ljudi ni lahko, ne. Vedno imaš, predvsem v Franciji, tudi slabe hotele, ne. In kar je zanimivo, ne, že v mojih časih je veljalo, da smo imeli slabe in dobre hotele, prav tako jih je imel Lance Armstrong, slabe in dobre. Torej, tudi najboljše ekipe so vedno bile tudi v slabih hotelih. Je pa res, da ponavadi ne na prost dan. Manjši smo imeli slabše hotele na prost dan, ko bi lahko malo več pripomogel k regeneraciji, pa zaradi motečih faktorjev pač ne moreš. Ampak ja, načeloma je eliminiran tudi ta problem zdaj, kot sem že rekel, z vso logistiko, ki ekipe nosijo, samo predvsem pa s kuharji, ne. Ekipni kuharji so tisti, ki dodajo nekaj več, ne, v tem mozaiku vsega, kar kolesar pa športnik potrebuje, zato da se počuti čim bolj domače, ne, in predvsem v Franciji in Španiji. Na Giru nikoli ni tega problema. V Italiji je hrana vedno bila dobra, v Franciji pač ne. Hotel, we are ready. Hi, I'm Marco and this is my 10th Tour de France, but first time I'm doing hotel to hotel in the tour. So basically I'm taking all the equipment, all the suitcases, all the bedding from hotel to hotel. So we go usually 2 mechanics, the service truck driver and 3 carers. We go to next hotel where basically we take 30 to 35 suitcases plus all the bedding, all the rider equipment to next hotel where we set it up for when they arrive after the race. You can give it to me. No, you give me. Thanks, thank you. Coffee stop and off we go. Here we are. I hope it's the right hotel. This is a list for doping control. Need to stay here in case the control comes. They ask you for room list. You show them this and that's it. Okay. Rider rooms are all ready on the first floor. We get that. We check all the rooms if they're in good position, if they're away from, if the rider rooms are away from traffic, from noisy parking, etc. And then we start removing the hotel mattresses and we put our own in. So the riders have their own mattresses. Each one has their own preference, their own pillow, their own blanket, duvet, and their own portable aircon if the hotel doesn't have aircon, air filters. And yeah, we set up the rooms. And when that's done, we go to staff rooms. For all the carers, we put massage tables on. So when the guys come from race, they go straight, massage tables ready, and they go straight to massage. And yeah, we put all the suitcases in. We hang the laundry for staff and riders if needed, and then
yeah, the hotel is done, then we go to the truck and prepare for next day. We go shopping for tomorrow. My colleagues sent me a big shopping list, so here we go. Mainly stuff food for guys who are doing the race, so some fruit, some stuff for sandwiches, some snacks. It is a long day, like we can go for lunch, they can't really stop and go in restaurant and have a nice steak, so yeah, they usually eat sandwiches and fruit. That's for race food, for our Rice Krispies. I'm doing a crispy. The smell is so good. Go there, left, third floor. Že prej si se dotaknil, da si šteješ tudi to kot res en velik uspeh, da je tvoj kolega osvojil na Paris-Roubaixu to zmago. Ravno to, ekipni šport, si predstavljamo, vidimo, ja, Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in podobno, ampak ja, na koncu vedno vsak kolesar tudi poudari, da je to ekipni šport in kako si ti, kakšen kolesar si bil ti v tej hierarhiji, kako se to konec koncev zdaj biti Slovenec v nekem peletonu je drugače, seveda te drugače gledajo, kot so tebe, ampak kako se te zadeve peljejo znotraj ekipe. No, mislim, da to sedaj že razumemo, ne, da vrhunsko kolesarstvo pač je ekipni šport, jasno. Ni že, ko greš, no, vedno rečem, če se nekdo pelje v trgovino ali pa na izlet do Kamniške Bistrice, je to pač individualni šport. Tudi otroku začne trenirati, jih učimo pač individualnosti oziroma samostojnosti in kasneje z leti pač pride vse več tega povezovanja, vlog znotraj ekipe, ko se nekako tudi mlad kolesar recimo razvija šele nekje pri polnoletnosti ali pa še malo kasneje, pravzaprav ugotoviš, kam točno sodi po glede na karakteristike in na specifike. Ne. In je že zaradi teh predispozicij v bistvu določena tvoja vloga kasneje, ko prideš v neko profesionalno ekipo. Ne. Tako da tukaj ni kakšnih posebnih filozofij zadaj, pač tam, kjer si najboljši, je tvoj teren in ostalo pomagaš in tako približno to gre. No. Ker pa kolesarstvo je res napredovalo nenormalno, vse tehnologiji, opremi in podobno, tudi pri pripravah samih kolesarjev na tekmo. Zdaj vidimo praktično dirka se od kilometra nič, takrat ko zamahajo s tisto zastavico, takrat štarte, kako je bilo v tvojih časih, se nekako teh prenosov še ni bilo v začetku. Kako gledaš na to kolesarstvo? Je danes konec koncev težje, glede na to, da moraš praktično 200 km vsako etapo iti praktično na polno? Ja, je, seveda. Temu smo nekoč rekli amaterski način kolesarja. Torej, mladinci in pa amaterji so dirkali brez glavo od štarta do cilja. Medtem ko profi smo pravzaprav začeli dirkati šele, ko so prišli helikopterji. In smo vedeli, da se prenos začenja. Ja, kolesarstvo je kot tudi velika večina ostalih športov v zadnjih 20 letih postalo eksakten šport. To pomeni, da je vse izmerjeno, vse določeno. Zdaj tudi mogoče sama tehnologija, tehnika omogoča to, vseeno sediš na napravi in poganjaš pedala, ker se da pač izmeriti vse. In s temi tudi senzorji, delovanja telesa, pač imajo trenerji vse podatke o tem, kaj kolesar počne, ne samo na dirki, tudi na treningu. In zaradi tega ni več prave romantike, mislim, ni več svobode pri načinu treninga in pri
samem pristopu do dirk. Ne. Še v mojih časih, ko sem bil jaz recimo profesionalec, konec 90-ih let, je veljalo samo, da prideš pripravljen na dirko. Nič drugega jih ni zanimalo. Ne. Se pravi, vsak sam je iskal način, kako bo treniral, s kom bo treniral, kakšen plan bo imel. Kmalu smo potem začeli tudi z nekimi ekipnimi trenerji, ki pa niso bili tako striktni ali pa individualni, kot so danes. Ne. Tako da dejansko se je šport spremenil. Včasih sem pač pogledal z terase ven, se odločil, v katero smer bom šel na trening, glede na vreme in glede na situacijo in pač naredil tisto, kar mi je ustrezalo. Če nisem mogel narediti težkega treninga, sem naredil manj, če sem imel dober dan, sem naredil več. Ampak tega ni več. Tega ni več. Ja, zdaj pa sem posnetek, malo sem raziskoval in sem celo našel, tukaj gre za, se spomniš te dirke? Zdaj boš prišel v cilj. To je bilo na Vuelti leta 97, četrto mesto. Alto de Naranco. Ja, si prišel malce za to skupinico. Alto de Naranco, etapa Vuelte. Spomnim se, ja, nažalost, beg, ki mi je uspel, ampak na koncu je bil klanec v cilj. Ja, ni šlo do konca. Bueno, quedan todavía Dani Nelissen y Martín Bastilla. Ya se ha levantado la niebla. Sí, se va levantando, bueno, pero poquitín a poquitín, ¿eh? Hay veces que hay más y hay veces que hay menos, pero hay niebla, ¿eh? Y ahora la llegada del corredor esloveno a 1:52 del equipo Cantina Tolo Carrier. Potem si šel tudi na olimpijado. Kako je pa olimpijada v smislu za kolesarja? Za kolesarja je drugače, ta olimpijska vas, v kakšnih športih je to nek vrh. Kako gledajo kolesarji na same olimpijske igre? No, v večini individualnih športov je olimpijada pač vrh, da tako rečem, tekmovalne kariere posameznika. Ne. Kolesarstvo pač ne, tega se moramo zavedati, podobno kot tudi verjetno v nogometu, pa še v kakšnem od ekipnih športov. V kolesarstvu profesionalci nastopajo še do leta 96 na olimpijskih igrah. Ne. Pred tem je bila izključno za amaterje, torej najboljši niso nastopali. Tako da ta manjko se nekako vleče še vedno, čeprav v zadnjih letih, ne, recimo, da v zadnjih parih olimpijadah so se vendarle vsi ali pa večina, ne, čisto vsi, ne, ker Pogačar ni šel, odločili, da grejo na olimpijske igre. Tako da pridobiva na pomenu, je pa res, da to je čisto drugačna dirka od vseh ostalih. Ne. Ni ustaljenega ritma, ki smo ga vajeni, ne. Že sama olimpijska vas, sicer zadnja leta spet grejo te malo razdeljene športe in niso več vsi na istem mestu, ampak tista množica ljudi v olimpijski vasi, cel kup motečih faktorjev, od prehrane, razdalj, distanc, logistike, ne nazadnje, da prideš na trening, da prideš na štart dirke in vse ostalo je zelo, zelo drugače. Jaz sem bil tudi v vlogi trenerja na 2 olimpijskih igrah v Sydneyju, v Pekingu in v Londonu in lahko samo potrdim, no, da je precej več dela, precej drugače, kot smo navajeni in na koncu je učinek ponavadi tudi drugačen od tistega željenega, ampak ja, nekako vsaj večina najboljših nima za prioriteto pa za glavni cilj sezone olimpijskih iger. Ja, bil si del tega peletona, del te karavane, tudi v tistem času, ko je bilo za kolesarstvo kar težko obdobje, bile so afere Festina, potem je bil Lance Armstrong, mnogo črnih madežev, ki se jih nekako počasi se jih je zdaj upravilo in se mi zdi, da je kolesarstvo nekako zdaj malce bolj umirjeno, ampak takrat je bilo pa kar težavno, verjetno tudi za tebe biti del tega, ker je bilo mnogo teh zadev, so se dogajali praktično vsako leto in kako je bilo takrat biti del te karavane in kako si spremljal ti takrat te zadeve? Ja, lahko rečem, da zdaj, ko gledamo nazaj, je bilo kar divje obdobje, ne. Pravzaprav že to, kar sem prej povedal, nek individualen pristop k zadevam, ne. Nekatere ekipe so bile že organizirane, nekatere manjše pač ne. Nekdo je imel dostop do informacij, nekdo ne, ni bilo vsega na voljo kot danes na internetu, tudi glede informacij govorimo, ne. In jasno, doping pravila so obstajala, ampak vedno so vsi želeli biti nekje do meje, ali pa vsaj, ne na meje, ampak vsaj do meje, ne. Ker jasno, kolesarstvo je aeroben šport in kot tak seveda zahteva visoko telesno zmogljivost, ki pa seveda se jo z določenimi metodami in
tudi zdravili pač da izboljševati. Izboljševati, ja. Tako da v bistvu je bilo kar konfuzno obdobje, je pa res, da na koncu je vsak izšel iz tega, kako je pač vedel in znal. In nekaterim se ni šlo, tudi po končanih karierah so še prihajale ven, jasno, zgodbe za nazaj. In ja, moram reči, da odkar so se začele res redne kontrole, tudi izven tekmovanj, vsaj verjamemo ali pa upamo, da so se zadeve umirile in da so vsaj približno vsi v enakih pogojih. Ja. Se ravno to tudi, recimo, mislim, da je celo Lance Armstrong povedal nekaj na to temo, ko je rekel, da se mu zdi mogoče malce nefair do nekaterih, recimo nekateri so zdaj še vedno del kot komentatorji, kot, ne vem, tu mislim recimo Contadorja in podobne, ki so del te karavane in nekako življenje šlo za njih dokaj lepo naprej, medtem ko, ne vem, bili so pa tudi primeri Jana Ulricha in podobno, žalostna zgodba tudi Marka Pantanja in podobno, ko se je v bistvu nekako nekatere se je tretiralo tako, nekatere tako, kaj ti misliš, kako je s tem? Ja, zelo različno, predvsem glede na slavo, vpliv in pa moč. Nažalost, zdaj konkretno Lance Armstrong nikoli ni bil pozitiven na nobenem od testov. No, mogoče na enem pa so ga prikrili, kolikor se spomnim za nazaj. Ampak ja, sistem je to dopuščal. Saj, če bi bili testi pozitivni pravočasno ali pa takrat, potem pač ne bi zmagal 7 Tour de France zaporedoma, ki smo jih seveda potem odvzeli, ampak sistem je dopuščal to. Če bi bile kontrole boljše in bolj redne, enostavno od tega ne bi prihajalo. Gremo dalje. Kolesarstvo je naredilo nenormalne korake naprej, tako se je prej rekel. Kje ti vidiš, da je največji napredek, verjetno, ne vem, je to v samem treningu, prehrani, kaj ti zdaj vemo, da ima že zrisane zadeve na doktor in pove, kdaj pa kdaj jest, tako se je, ko malo se je izgubila ta zadeva, te romantike, v smislu, da je vse nekako predvidljivo in vodeno. Primer v redu, nek Pogačar ima še vseeno neko tako iskico je nepredvidljiv, medtem ko ne, na drugi strani imamo njegovega nasprotnika, največjega rivala, recimo na teh Grand Tourih, ki pa je nekako, kot da je voden, ampak vseeno, kje vidiš ti največje napredke v kolesarstvu? Ja, zadeve so se v bistvu zapletle s prihodom Skya takrat v peloton oziroma v to kolesarsko srednjo. Britanci so imeli na razpolago praktično neomejena sredstva. Ta njihov pristop do vseh teh malenkostnih pridobitev je bil pač nekako uničujoč za vse. Chris Froome je zmagal 5 Tour de France, sicer ne zaporedoma, ampak celo obdobje je ta njihov sistem deloval. Vse ostale ekipe so začele slediti, povečali so se proračuni praktično vseh ekip v zadnjih 20 letih ogromno in jasno je vse več znanosti zraven. Povprečne hitrosti rastejo, ne samo zaradi vsega skupaj, se pravi prehrana, vnos ogljikovih hidratov, tehnologija, način treninga, kolesa so se spremenila. Cel kup dejavnikov, ki vpliva na to, predvsem pa to, o čemer smo že govorili, način dirkanja. Povprečne hitrosti so pač hitrosti od štarta do cilja, če smo se včasih 2 ure vozili počasi in na koncu divjali, morda celo včasih hitreje kot danes, ampak danes se divja od štarta do cilja. Je logično, da je večja povprečna hitrost. Pravzaprav je to seštevek vsega. Dejstvo je, da se pač peljejo hitreje, povprečno, več je tudi padcev zaradi tega, oprema je hitrejša, omogoča večje hitrosti na spustih, pedaliranje do 75 km/h, včasih smo pri 60 km/h nehali pedalirati in se dali v dinamično pozicijo, danes zaradi večjih prenosov lahko poganjaš pedala do 80 na uro in pri teh brzinah so seveda tudi padci pogostejši in poškodbe hujše. Dotaknimo se še, mora se dotakniti teh posebnih zgodb v kolesarstvu. Včasih se je vedelo nekako, si mogel iti po teh korakih, nekako je bilo nezaslišano, da je nek 20-letnik lahko že bil v vrhu. Zdaj vidimo tudi te zgodbe Primoža Rogliča, Remka, ki so prišli iz drugih športov in praktično takoj začeli dominirati. Kako si ti to predstavljaš? No, ravno zaradi te merljivosti. Pač nekomu se lahko izmeri potencialne kapacitete. Primož Roglič je bil takoj na prvih testiranjih pri dr. Miliču na Fakulteti za šport pripoznan kot izjemen potencial. Res pa, da je bil star 23 let, ravno ven iz moje kategorije, za katero selektor sem bil. In
takoj ga je pač doktor priporočil kolesarskemu klubu Adria, čeprav je prej vozil za rok kot rekreativec. Ne. In ta svoj potencial izkoristil, nadomestil je manko v tehniki, v taktiki in vsem ostalim, ker je pač bil dovolj dojemljiv za te zadeve. In zaradi tega, ne, ker se to pač da dovolj dobro oceniti vnaprej, se ve, kdo ima potencial, ni pa nujno, da bo tudi kolesar. Ne. In podobne zgodbe so seveda z mladimi, ne. Danes seveda že sledijo 16-17 let stare kolesarje, ne samo po rezultatih, tudi s testiranji v laboratorijih, ne, in dovolj dobro se vidi, kdo ima potencial, da iz sebe kaj naredi. Ne. A je lahko rečeš, da ne vem, ko vidite ta test, ta pa bo, ali je vseeno tukaj potem še ogromno nekih faktorjev, tudi vožnja v samem grupi in podobno? Se pravi, fizične kapacitete so samo en del vsega. Ne. V bistvu so genetsko pogojene, bolj ali manj. Ne. Zelo malo se jih da natrenirati ali pa popraviti s treningom, jasno, nadgraditi, ampak osnova je pa vedno genetska. In ti, ki jih odkrijemo predvsem pri zgodnjih letih kot potencialno, tiste, ki imajo potencial za vrhunski rezultat, zelo redki od teh potem tudi uspejo, ker je zraven še cel kup, ne samo taktike, tehnike vožnje, tudi puberteta je vmesne, cel kup stvari, šola, socialno okolje, skratka, nepredvidljivo, enačba z mnogimi neznankami. Leta 2004 se potem vrneš v Slovenijo, odkolesariš še eno dirko, zmagaš tisto, mislim, veliko nagradno Kranjo in potem nekako zaključiš. Si bil pripravljen, ready, po domač povedano, za ta konec kariere, je nekako to v tebi že nekako, si vedel, da ok, to je zdaj počas konec, si vedel, kaj se je zgodilo, je bila neka praznina, kako je bil naslednji dan, ko si rekel, ok, konec je? Ne, mislim, da noben točno ne ve, kaj bo potem. O tem je veliko tudi pogovarjanja že pred koncem kariere, ko se bližaš nekim 30 plus letom. Ne. Vsak, vsaj podzavestno, mora začeti razmišljati o tem, kaj bo kasneje, ampak zelo, zelo malo jih točno ve, kaj bo. No, so svetle izjeme v kolesarstvu, nekateri odpravijo kolesarsko trgovino. Ne. Je bilo pred 20-30 leti lažje, sedaj je tudi trgovin že ogromno. V rokometu pa bife. Pa bife, ja. Ampak malo je takih, ne. Ostali pa pač poskušajo na nek način sami reševati te zadeve. Ne. Jaz nisem končal študija, čeprav sem si obljubil, da ga bom, ne. Ampak pri 36, ko sem zaključil, je težko seveda iti nazaj v šolski klopi ali pa na fakulteto. Ne. Težko je odpreti bife, če ga ne maraš, pa če ne zahajaš v bife. Tako da enostavno pač sem zadovoljen, da sem uspel ostati v teh vodah. Imel sem to srečo, da sem zadnje leto dirkal za Perutnino iz Ptuja, kjer sem potem lahko ostal tudi kot športni direktor vsaj eno leto. Ekipa je sicer zaradi ptičje gripe potem v naslednjih letih ni imela takšne krivulje rasti, kot smo si jo predstavljali, ampak vseeno je bilo dobro izhodišče za naprej. Naredil sem te osnovne tečaje za trenerja in potem postal takoj tudi selektor, ravno nek vakuum je bil, ni bilo nikogar, ki bi to prevzel. Takrat konec oziroma sredini leta 2006 in praktično sem ostal v tej vlogi potem naprej. Kako pa tekom kariere, pa tudi po karieri, predstavljam si veliko potovanja, kako je družina to spremljala, kako je bilo s tem ta problematika? Družina je seveda eden od ključnih faktorjev pri končanju kariere. Ne? Jaz na nek način nisem želel, da otroci odraščajo po telefonu. Imel sem te primere zraven, kolege, ki so bili po 1 uro vsak večer z majhnimi otroci, potem, ko si seveda odsoten. Kolesar je odsoten 200-250 dni na leto, vrhunski, torej večino leta. Ne? In sem enostavno to premaknil potem na obdobje po karieri. Zagotoviti si mora seveda neko materialno osnovo za preživetje, ne? Zgraditi dom, ne? In vse to nekateri seveda počnejo tudi že med kariero, ampak
Jaz sem se pač odločil drugače. Ponavadi je tako, da kariera na nek način trpi, če raste družina. Ja. Temu se pač ni mogoče izogniti, enostavno zmanjka časa za vse. Ja, v Formuli 1 pravijo, da vsak otrok je 1/10 ali pa 2/10 slabši čas na krog. Ja, tudi zaradi razmišljanja. Ja, zaradi tega, ker No, isto sem imel kolega Baldato, ki je bil šprinter, zdaj še vedno športni direktor v UAE, je vedno rekel, z vsakim otrokom se manj upam v šprintu. Torej, komolce ven, gremo na nož, riskiraš glavo, razmišljaš. je nekaj resnice na tem, definitivno. Ampak, rekel si, potem si se posvetil delu športnega direktorja oziroma selektorja tudi. Kakšno delo upravljaš? Nisi bil nikoli v bistvu specifično trener, ne? Ne, nikoli, ker tudi nisem naredil nimam ustrezne izobrazbe, nisem naredil DIF-a ali podobnih športnih usmeritev. Zdaj v kolesarstvu je seveda športni direktor mnogo širši pojem, predvsem šteje poznavanje dirk, izkušnje. Vedno rečem, da je bistvena naloga športnega direktorja je povedati kolesarjem, kje bo ključen moment dirke. Seveda pri Pogačarju tega nikoli ne veš. Včasih 120 km pred ciljem. Če Andrej Hautmann zraven sedi, mu ni jasno, kdaj bo skočil, ampak ja, v večini dirk pa so neki ključni momenti, so neke ustaljeni načini dirkanja, kjer se ponovadi nekaj zgodi in to napovedati, biti tam zraven ali pa slediti najboljšim ali pa biti najboljši. To je seveda tisto največ, kar lahko športni direktor da, plus seveda vse ostalo okoli, način življenja, odrekanje, red v življenju in podobne zadeve, ki jih seveda samo tisti z izkušnjami lahko prenesejo na tiste, ki tega še ne razumejo. Ja, rekel si prej, omenila sem Primoža, njegovo pot. Morala se dotakniti tudi Tadeja. Konec koncev on je res spremenil način dirkanja tudi v samem peletonu in je tudi tak nepredvidljiv. Kako ga spremlja, ti imaš več stika s to samo karavano, kako ga spremljajo te njegovi nasprotniki? Je to že tukaj že ta dominanca, že do te mere, da, čeprav je vseeno tak priljubljen, se mi zdi, da je vseeno tak, ga ne moreš ne imeti rad, ampak je pa killer, ko je na kolesu. A je ta dominanca počasi že načenja samo voljo v sami... Ja, ubija jim pravzaprav upanje večini, da je lahko kaj drugače. Tadej je res ta njegova transformacija iz prijaznega, prijetnega fanta v ubijalca potem na kolesu je res neverjetna. Ampak tak je že od nekdaj. Jaz sem imel to srečo, da sem ga vodil 2 leti oziroma 1 leto zares v kategoriji do 23 let, ko je zmagal Tour de l'Avenir. Prvo leto nič posebnega, jasno, matura in podobne zadeve, pa potem je bil že tudi 4. na dirki po Sloveniji ob boku največjim profesionalcem pri 19 letih, kar je seveda super rezultat, ampak potem naslednje leto, drugo leto med člani je pa blestev, zmagal je praktično vse etapne dirke, na katerih je nastopil. Poznali smo ga odprej, že od mladinskih kategorij se je vedelo, takrat če pod selektorjem Andrejem Cimpričem in pod klubskim trenerjem Andrejem Hautmannom se je vedelo, da ko gre za res, je vedno zraven. Se pravi, ko se zadeve zaostrijo, ne glede na to, ali je to klanec, ali so kocke, ali je dež, ali je karkoli, je vedno z najboljšim, ja pa najboljši. In v kategoriji do 23 let je bilo podobno, res neverjetno. Zelo enostavno ga je bilo pravzaprav voditi, nikoli ni rabo nekih velikih načrtov ali planov, sam je situacijo začutil in ponavadi vedno izpeljal tako, kot smo si zadali, čeprav so bile razmere lahko čisto nemogoče. Tako da ja, ta njegov karakter je pač neponovljiv. Imaš še sploh kje rezerve? Glede to, da vidimo, prihajajo dirke, ki jih še ni osvojil, ta Paris-Roubaix ga nekako vleče, Milano Sanremo ustraja. Ja, to so izzivi, zaradi katerih pravzaprav ima voljo še nekaj narediti, trenirati, se odrekati, biti ves čas na nekem visokem nivoju. Kaj pa vem, saj sam pove, zmagati 5 ali 6 ali pa 7 Tour de France seveda je lepo, ampak ne ga zanimajo vse dirke. Tvoj glas je stalnica v komentatorskih teh vodah. Kdaj je sploh prišlo do tega prvega stika za to, da si začel komentirati? To je zanimivo, ko kolesarstvo še ni bilo mainstream šport. Kaj pa vem, mislim, da me je poklical Fortin, nekega lepega popoldneva. Takrat so že prenašali par etap na dirki po Franciji.
vikende, mislim, da je nekaj podobnega, ali pa vsaj ključne etape in ko Primož Čerin, ki je bil takrat strokovni komentator, ni mogel me poklical in sem prišel v studio. Ne. Bil sem še kolesar, vem, da me je klical, ko sem bil ravno na Jamniku nad Kropo. Imeli smo že mobilne telefone, se pravi nekje konec 80-ih let, mislim, da ravno po aferi Festina, 98. Seveda potem ne za stalno, sem in tja kakšno etapo, no kasneje po končani karieri pa večkrat. Tako da nekako sem se potem tudi tega privadil. Nazadnje je to obrtne, ki se pač lotiš in Mislim, in res je užitek, jaz si ne znam predstavljati tura in res rad pogledam vsako etapo, res dobre teme odpirate in ravno to, kako zdržiš praktično te 3 ure, je kar, je kdaj tudi tako dejansko si utrujen, po sami etapi lahko še kaj sploh spregovoriš. To je res specifika, kolesarstvo je pač čuden šport na rokovajih, tudi če je 3 ure dolg prenos, seveda včasih ne zgodi nič, potem pa zadnjih 5 minut, ko si ti najbolj utrujen, ko si že vse povedal, je pa cilj, takrat pa ljudje začnejo gledati. Ampak ja, kot sem že rekel, to je obrtne, ki se jo privadiš, prej govorimo o drugih zadevah, ne govorimo samo strogo o športu, govorimo tudi o tem, kar vidimo z ceste, o pokrajini, o kulturi, o cerkvah, o mestih, o ljudeh. Večkrat mi kličejo, ali pa srečam ljudi na tržnici in mi rečejo, ja, Francija je pa res lepa. Sem gledal zadnjič, kako so njive lepo zorane. Pač vsak gleda tisto, kar mu je zanimivo, na koncu seveda pride finale in takrat je treba povedati največ ali pa najbolj intenzivno. Tako da ja, na koncu fizično kar utrujajoče v prvih letih. Se spomnim, sva s Tomažem Kovsco iz Mozgana sedela tam v zakotnem baru in si želela, da bi imeli kakšnega kolesarja za prvih 10 na Tour de France. To še prej je prišel, tada je valjavec pa Jani Brajkovič. Ampak niso kaj dosti govorili, so bila bolj tiho. Moram se dotakniti tudi tega, Slovenija je s temi rezultati dobila tudi možnost, oziroma zdaj dejansko je zadeva tako daleč prišla, da bomo organizirali Evropsko prvenstvo. Končno neka taka res ogromna zadeva prihaja v Slovenijo. Kako gledaš na to, da si del kolesarske zveze in kako velika stvar je to konec koncev za Slovenijo? Ja, to je res super dogodek za na nek način poklon našim najboljšim kolesarjem, da še za časom vrhunske ali pa aktivne kariere vseh teh naših najboljših lahko doma odpeljejo dirko najvišjega nivoja. Evropsko prvenstvo je pač ta trenutek največji domet, svetovno prvenstvo je bistveno večji zalogaj in ni na voljo v prihodnjih ne vem koliko letih, medtem ko za Evropsko prvenstvo se je ponudila priložnost in seveda ga bomo speljali tako ali drugače in verjamem, da bo ob pogoju seveda, da bo lepo vreme. Zadeva se bo dogajala prvi vikend v oktobru. Na ceste privabi ogromno ljudi, videti jasno Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Luka Mezgeca, ki bo mimogrede končal verjetno kariero s tem dogodkom. Luka moramo potem naslednjega dati za naslednjo sezono. Ja, bo spektakel, no? Ne glede na to, kakšen bo razplet in kakšen bo rezultat, čeprav seveda upamo najboljše. Glede to si rekel, da sodeluješ tudi s temi mlajšimi. Kako je, prihajajo ta nov val za temi, zdaj smo imeli res, so nas razvajali s temi rezultati, ampak počasi se bo zadeve začela menjati in prihaja tudi nov val. Je ta euforija, mislim, je taka, da prihaja več otrok v kolesarstvo? Ja, množičnost se je občutno povečala, se pravi vpis ali pa na treningih dečkov, majhnih otrok je ogromno, predvsem jasno v Ljubljani, v okolici Ljubljane, tudi po vseh ostalih kolesarskih mestih po Sloveniji je povečan vpis ali pa želja po treningu. Ne bomo o negativnih plateh, manjša je selekcija, včasih Tadeja Pogačarja je Miha Koncilja iskal na šoli, se pravi z nekimi testiranji, nekimi kratkimi testi, aerobnimi, vabil potem kolesarje k vpisu. Danes pač pridejo tisti, ki pridejo, tako da ogromno jih je, koliko bo od tega kvalitete je seveda še vprašanje.
Ampak v vsaki generaciji, no, če gledamo od 12 let do 19, ko pridejo med člane, imamo neke talente. Jaz verjamem, da v vsaki generaciji bosta en ali dva kolesarja tudi taka, ki bi lahko prišla ali pa ki bosta prišla na World Tour na najvišji nivo. Je pa ta krog zelo omejen, v kolesarstvu je pač teh 22 ekip, World Toura pa potem še, različno ponavadi 10 do 12 vrhunskih ekip nivoja niže, se pravi pro-kontinentalnih ekip in to je to, znotraj, se pravi, teh 400-500 kolesarjev je na najvišjem nivoju, ostali pa so bistveno nižje, ni tako širok šport, kot so nekateri ekipni športi. Ampak, kot sem že rekel, verjamem, da vsaka generacija bo dala kakšnega, ni pa nujno, oziroma ne bomo pa spet dobili Pogačarja že v naslednjem valu, to je jasno. Niti Primoža Rogliča, če bo kakšen Mohorič ali pa Tratnik, bomo kar zadovoljni. Rekel si te Pro Tour ekipe, je sploh kdaj možnost, če bi bil interes finančno, zadevo sploh izpeljati, oziroma kakšni so pogoji, da bi recimo neka Slovenija skupaj stopila s sponzorji in vse in da bi recimo zadevo pripravila tako daleč, da bi imeli Pro Tour ekipo, je to sploh, ali so to iluzije? Bolj kot ne so iluzije, ne samo, da zadeve danes stanejo, na rekovajih, 30 milijonov evrov plus na leto, spravi na leto, pogodbe morajo biti dolgoročne. V organizacijskem, tehničnem smislu seveda, da ja, na zadnje tudi Bahrain Victorious, ki jo vodi Milan Eržen, je v Sloveniji, tako rekoč. To znanje je, tudi veliko spremljevalnega osebja, vsaka ekipa ima seveda poleg 30 kolesarjev še 40-50 ljudi zraven, se pravi spremljevalnega osebja, od šoferjev, mehanikov, maserjev, fizioterapevtov, zdravnikov, nutricionistov, športnih direktorjev, jasno. Ampak finančne zahteve in ta omejenost na 20, 22, 30 ekip na svetu je pač tako velika, da dvomim, da bi lahko Slovenija z nekim resnim projektom. Norvežanom je recimo uspelo z ekipo Uno X, čeprav je strogo nacionalna ekipa, imajo samo norveške pa danske kolesarje, ampak za sabo imajo močnega sponzorja. Malce več. Še to, prej so govorili o Evropskem prvenstvu, Grand Depart, Tour de France, Slovenija je, letos smo videli na Touru, dala neko kandidaturo za to in kako je s tem, misliš, da nam lahko uspe, oziroma da smo blizu tega, kajti vseeno, če kdaj, mislim, da mogli zdaj. Jaz resno upam, da nam uspe, pogovori še potekajo. Sem slišal, da še vedno hodimo na sestanke z ASom. Načeloma je realna opcija leta 2029, kar bi bilo seveda za Pogačarja verjetno še sprejemljiva letnica. Če nam to uspe, bo to seveda veliki met. Še nekaj drugih opcij se je potem približno na vsake 2 leti. Tour de France gre z Grand Departjem izven meja Francije, se pravi že naslednja možnost, 31 je precej oddaljena. Tako da ja, res upam, da bomo vse sile usmerili v leto 2029. Ja, in to prinaša, to mislim, da tudi državi konec koncev ogromno prinese s tem, to bi bile prve 3 etape, ne? Ponovadi so 3 etape, Grand Depart, to je pač finančen zalogaj je velik, jasno, da bo treba zbrati sredstva tako ali drugače, ne smemo jemati drugim športom, tega se zavedamo, Podobne zgodbe so že bile z štartom Gira, ki se je začel pred leti, pa se potem ni zaradi korone na Madžarskem, bi moral iti čez Zagreb in Slovenijo, pa je bilo cel kup tega strahu, koliko denarja bo potem zmanjkalo ostalim. Pač ta sredstva treba dobiti drugje in narediti velik spektakel. Štart Tour de France pač je spektakel, prinese ogromno, jasno, tudi v smislu turizma, ekonomike, marketinga oziroma vsega, kar se dogaja tudi še leta potem. Tako da ja, zakaj pa ne, jasno, poklon spet največjim slovenskim kolesarjem. Za konec, če to dilemo, to sem rekel, da bi že kakšnega gosta vprašal, pa bom tebe recimo, ki je bila glih, mislim, da na tapeti so bili kolesarji, ampak stvar je taka, ne bom povedal, kdo, en podjetnik je enkrat rekel, da se mu ne zdi fair, da recimo športniki se lahko preselijo v Monako, v razne Dubaje in podobno. In takrat tam v bistvu zaslužek, ki ga zaslužijo, obdržijo za sebe, medtem ko za podjetja je pa nekako
ker malce ko imajo te davčne oaze, je čudna zadeva, ko se podjetja selijo tja. Kako ti vidiš, jaz sem nekako na strani športnikov, kajti vemo, kako je z davki in podobno. Ti imaš kariero 10-15 let, če imaš srečo 15 let, 10 let je recimo to, nimaš enakih možnosti, že praktično nimaš nobenih delovnih izkušenj in to predstaviti nekako širši javnosti, da mi ne moramo imeti podjetje, ko ste njim ga imam lahko praktično 40-50 let. Medtem ko športnik si 10 let, potem se moraš najdeti, kakor veš in znaš in nimaš izkušenj, nimaš ničesar, če si zaslužil nekaj super, zdi se mi, da ni fair, ko se reče, da to hoče potem sam za sebe. Mi zdi, da te nagrade, pa tudi te davkarija in podobno, se mi zdi, da ni prav, recimo, predvsem za recimo finančne nagrade, ko osvojiš nekaj, da se to blazno obdavči, kajti razumem plače, zadeve, ampak nagrade, ki si jih res, ker športniki smo res ambasadori, lahko res ogromni in to vidimo iz prve roke pri kolesarjih, Luki Dončiću in podobni. Se strinjam povsem. 10 let imaš časa, da nekaj zaslužiš, potem gre bolj kot ne za to, kako boš ta denar potem obrnil prav. V športih, kjer se da zaslužiti, so tudi seveda športi, kjer se ne da zaslužiti nič, skozi celo kariero. Ampak ja, recimo, da je kolesarstvo ravno nekje vmes, torej najboljši zaslužijo nekaj. In optimizacija davkov se temu reče, sej ni nobene skrivnosti s tem, da športnik se lažje preseli v Monako kot pa podjetje. Ob tem, da dejansko potem tudi vsaj večina res živi v Monaku, vsaj večji del leta oziroma časa, ko tam trenira po zimi, ker so klimatski pogoji boljši, ni samo Monako, je tudi del Španije, okoli Barcelone ali pa Andore, zelo mamljiv za te stvari. In tukaj res, tudi če bi davčni pogoji v Sloveniji se bistveno spremenili, oziroma bili sprejeli neke olajšave za športnike, bi še vedno marsikdo šel v tople kraje. Evo, za konec, čisto pri koncu. Če bi šel zdaj lahko nazaj na začetek, pa da bi bila zdaj taka zadeva, kakor je zdaj euforija okrog konec koncev Slovencev v kolesarskem svetu, misliš, da bi imel večje možnosti, da bi lahko naredil še boljšo kariero, če bi štartil takrat, zdaj govorim tako karikiram? Ja, zdaj pravzaprav se šele po koncu kariere zaveš, da je že konec. Med kariero vedno razmišljaš, sej bom še boljši, bom še, isto je debata o formi, kdaj veš, da si v formi, takrat, ki je ni več. In isto je s kariero, se pravi, ko je konec, potem ti je žal, da nisi bolje izkoristil. Pa čeprav ti športni direktor ste meni govorili, zdaj ko si tukaj, da naredimo vse maksimalno, potrudi se, ampak jasno, ko končaš, pač gledaš šele nazaj. Ne vem, ko sem jaz začel, je bil kolesarstvo inferioren šport, danes je pač eden od najbolj, vsaj v Sloveniji, spremljanih športov. Verjamem, da bi, če bi nas bilo več že v mojih časih, bi lahko tudi imeli boljše rezultate, trajali dlje kariere ali pa izkoristili bolje zadeve, ampak težko je. Težko je, če bi bilo. Ko zaključiš, pač si tam, kjer si končal in gremo naprej. Mislim, da si lahko izredno ponosen, bil si tako en prvih, ki je res dlje časa ostal v tujini, popeljal to Slovenijo v svet. Zdaj te spremljamo na teh prenosih in jaz upam, da jih bo čim več, da bojo naši v ospredju in da bomo res z užitkom še naprej gledali. Hvala še enkrat za tole. Naj traja še nekaj časa. Naj traja. Hvala, super. Hvala ti. Hvala.